Pozdravljeni v novi oddaji Petkov Extreme. Je bilo kar težko, da nisem nad z rokam naredil, ampak... si se zadržal. Ja, Super. to je kar... Dobro. Povej, Gregor, kaj bomo delali danes? Danes sva se oba zelo malo pripravila na to oddajo in nisva vedela, kaj naj narediva, kaj naj snemava, čas pa mava. Skoraj sva že začela snemati. Ti sva rekla, ti kva pa bomo snemala. Ta je zelo provizorična. In dve sta bili zdaj taki. Take, ja. Ampak saj prvnih sva se saj malo pripravila, tle pa res ni bilo čist nič. Vzela sva telefon, mava aplikacijo, ki nama randomno generira vprašanje in midva bova na ta vprašanje, ki sigurno vas zanima, kaj je, odgovorila in jaz bom prvi pritisnil na gumbek in boš ti odgovarjal. Aha, Ja, se bova obadla, sam ti boš na prvi. 3, 4, zdaj. Daj. What would you do differently if you could relive the past year? Se pravi, kaj bi naredil drugače, če bi šel lahko še enkrat V prejšnjem letu nazaj? Kaj bi spremenil v prejšnjem letu? V prejšnjem letu? Ja. V bistvu ne vem. Najbrž bi šel že na Camino? Ne. Če bi lahko, bi šel še enkrat isti trenutek in do določenega datuma vse isto stvar naredil. Tako dobro ti je bilo. Cool. Drugače pa kaj bi spremenil v bistvu, zdaj ko bo mislim, niti ne vem. Mogoče bi, da se več družil, veš, s kolegi. Ja, jaz mogoče tudi, da bi preden se je Klemen, se pravi, do 7. meseca rodil, ki je bilo malo mogoče res več časa, bi lahko malo več s kolegi, ampak ne bi pa spremenil to, da sem dobil otroka, ker to je pa res nekaj najlepšega. Tako da prejšnji let je bil meni tako zelo lep, dober. Tako da, če bi mi kakšen drug let dal, bi mogoče lažje najdel kakšno stvar, ki bi jo spremenil. Lanski let mi je bil pa kar zelo všeč. Se pravi 2018. Jaz sem zdaj. Mislim, da so lepo odgovorili. V redu. Dobro. Ok. Yes. Do you read reviews about movie before deciding whether to watch it or not? Se pravi, prebereš v bistvu cel si pospoilaš film, preden ga greš gledat. Drugače, kdaj si preberem zato, da saj približen vidim, zakaj se gre v filmu, ker ne vem, ko vidiš sam, ne vem, naslov Noč ali pa ne veš kaj to, a veš, mislim, saj začetno, da saj veš, zakaj se gre film. Plot. Ja, tako. Ne, nočem pa zvedeti, ne vem, celega reviva filma. Vidiš, jaz imam pa enega kolega, ki gre prebrati vse, pospoila si, vse pa se pa odločal gledal ali ne. Davor? Ne, tako si ne gleda filmov. Film moraš gledati, da ne veš, kaj se bo zgodilo, da si presenečen, ne pa da na koncu že veš, kaj se je zgodilo, ampak gledaš, kako so oni to naredili. Ne, tega si ne dela. Tudi jaz ne. Ampak si pa preberem tako, kot sem rekel, to si pa doskrat. Ne vem, tudi na televiziji, kdaj, ko gledam, si pa hiter opis na začetku, saj ene par stavkov preberem, da saj vem približno, zakaj. Ok, prosim, koliko pa bova vprašanje? Ne vem, nekaj. To, kar se nam zdel. If you were given 3 wishes, what would you wish for? Se pravi, če imel 3 želje, kaj bi? A veš to, da ti najprej jaz nekaj povedal, je bil črnc Ok, dobro se začel, ja. Je bil črnc v Afriki, in tam najde vodo, ki je v Sahari pa to, najde oazo, pa noter ribca, pa on zagrab jo bo pojedel, in ona pravi, ne me pojesti, daj ti izpolnim 3 želje, sam ne me pojesti, pa on tako pravi, pa ja, ok, ne bo. Prva želja je, se pravi, hočem biti bel, druga želja je, hočem imeti skozi dost vode, tretja pa ne vem, da bi imel skozi nage babe okoli sebe. In ribca, čaraj bum in ga vece školko spremeni. Bel je, vode ima dost skozi. Verjetno si drugače predstavljam, ampak ja. Ja, ampak spomnil sem se na ta vic, ki sem to slišal. Kaj bi si pa ti zaželel? A to, da se ti vse želje lahko izpolni? Ja, to.
da imaš še naslednji. To je ful nerealno. Ja, to so tiste iz prvega razreda, da bi imel še 3 želje, pa pol spet, da bi imel še 10 želj. Ja, no, to ni. Moraš tako pač, realne želje, ne moreš si tega. V bistvu bom bolj tak pragmatičen, bom rekel, pač zdravje. Ja. Pomemben. Ja, to je res. Zdaj, reč, da veš, da si bogat, ne? Ja. Ampak na tak način, da te ne skrbi za prihodnost. Ja, ne preveč, ampak to, da lahko delaš dejansko, kar češ, pa da imaš nek finančen ozadje, karkoli počneš. A veš kako, da vsak mesec dobiš na račun 2 jurja. Bam. To je to. To je to, več ne rabim. To je to. To je to. Pa lahko delam krčem, pa je to čist dost za vse moje potrebe. Se strinjam. Zdaj, kakšen, ki ima 2 jurja, si mu rekel, ne, samo mogoče bi bilo pa bolj, če bi raj 3 ali pa 4, da si pa res lahko še tiste stvari. Ne, dosti je. 2 jurja je čist dost. Mislim, čist dost. Ja. Če si kdaj več, kot to želel, če imel slučajno, da poglej si Grega to oddajo in kaj ti bi, okay. Ja. Kaj si bi jaz zaželil 3 želje? Se pravi, mogoče da bi dejansko imel svojo firmo, ki bi... Ampak jo imaš lahko? Vse jo imam lahko, ampak pač tako, da bi imel v osnovi dost keša, da bi si lahko eno tako firmo naredil, da bi lahko jo furil naprej. A veš, ker ti rabaš, mislim... Ali dost 2 jurja na mesec? Ja, mislim, če pa še delaš zraven, pa itak še nekaj zaslužiš, je dost. Ker itak 2 jurja tako dobiš. Ampak tako, ja. To. Drugače pa ne vem, kva bi si še, drugače jaz si ne želim neki ful. Ne vem, da bi imel, ne vem kva da bi imel. Avto imam, punco imam, otroka imam, službo imam, kaj pa še čem? Mislim, kolega imam, tako da, lej. A bi podaril nekomu drugemu željo? Ja, jaz bi, v bistvu, trenutno, ne vem, mislim, vsi so stvari, ki so take malenkosti, ki si jih želiš, pa bi imel, ne vem, boljši fotoaparat, pa bi imel, samo to je tako, vse mogoče bo, pa ne vem, pa objektiv, pa bi imel, ne vem, to so take zadeve, ki, pač se, lej, če bom res si želel, si jih bom itak kupil enkrat, ne, tako da... Sprav, ko delač pogledaš, dejansko imaš. Ja, tisto osnovo, tisto, ki sem si pač tako, ne vem, pač 10 let recimo nazaj želel, ali pa, ne vem, 15 let nazaj želel, pač zdaj imam, ne. Pač lahko bi bilo vse boljše, itak, da bi bilo lahko boljše. Ampak lahko bi imel službo, ki bi imel sam zjutraj, lahko bi imel vikende frej, lahko bi imel, ne vem, pač te zadeve, ki pač ja, bi bilo lahko boljše, ne, ampak lej, če pa na celoto pogledam, pa lej, nimam se kaj zaprtožvati. Živim v Sloveniji, ki je v redu mi. Res je, to marsikdo ne ve, koliko je kle fajn. Tako. Čak, jaz sem, ne? Ja. Are you a risk taker? What's the biggest risk that you've taken? Se pravi, a si risker, ne? Kaj je največji risk, ki si ga? Jaz ga imam. Okay. Največji risk je bil to, da ker sem igral riski s kolegi in sem dal celo vojsko na dva una in sem zgubil. Okay. Stankan sem šel na 2 vojaka in sem zgubil. Ne, zebam se. Drugač, realno največji risk je bil, ker sem igral poker na Facebooku. In sem dal 70 milijonov noter in sem jih zgubil, ker sem bil pijan. Tako da, sam to je bil Facebook money. Tako da ni bil te prav. Ja. Hvala Bogu, ni bil te prav. Ja, saj to, ja. Tako da, ja. Se pravi, to je to. Ja. To je največji risk, ki si ga... Ja, največje riskiranje. Ne, pač tako realno, pa sem pa res realno največ riskiral. Veš, koliko sem jaz slab v takih pogovorih, ki se nič ne spomnim. Pa en drug nekaj reče, pa se pa spomniš, jaz tudi. Ti si. Res, zdaj se ne spomnim. Ko sem tako, da sem ful riskiral. A si šel na avion, pa je skoraj dol padel, pa si vedel, da je skoraj dol padel, pa si šel vsem gor. Zato, ker je fuzbol tekmo od Manchestra bila. Ne, to ni riskiranje. A veš, če bi bil avion tako zelo izjeban, pa šel gor, to bi riskiral. Ja, no če pa ti gor, pa ne veš, to ni riskiranje. Potem se v avto sedeš, riskiraš. Ja, tudi ja. Ne vem. Jaz sem 2 najdel, tako da...
Ja, jaz pa najboljšem benganom. Riskiram. Pa tudi, ko sem šel v Španijo, to ni bilo riskiranje, to sem se tako odločil. Ja, ni to. To če pšu, ne vem. Sem spotoma. Mogoče če pšu, je res nekam tako, ne vem, na Kitajsko pa ne bi imel nič vedel, kva boš tam, koliko imaš keša, sam to, pizda moraš imeti, mislim, moraš imeti kar da moraš biti, cojones. Ne vem, jaz tudi ne vem, če nisem tak, mislim, sem v teh igrah mogoče, ki so tako, ki veš, da ne moraš realno nič zgubiti, zelo rad razkiram, ne? Pač tako, ne vem, se pravi, poker, ki igram, pa take zadeve, tam ne, zaradi tega, ker pač, kaj pa lahko izgubiš, ne? Mislim, pač nikoli nisem igral za take velike denarje, da bi res, ne vem, če smo s kolegi, koliko smo pa dajali 5-10 evrov noter, to je bilo pa to, ne? Tako da pač ni spet, če 10 evrov zgubil, tudi nam v pobožju, ne? Ampak tako, pač, tako, pri teh igrah sem mogoče malo bolj, v življenju sem pa bolj safe. Zaradi tega najbolj tudi nisem naredil še firme, ker igram na to vse. Ker si si v tisti comfort zone. Sej to je. Pa nočeš ven stopiti. Mislim, da bi mogli bolj se... bi mogli kaj tazga narediti, mogoče bi mogla midva kdaj malo več razkirati, da mogoče vidiš še kakšno drugo plat, kako živeti. Ker so ljudje, ki pa stalno... Ko sem prišel v Španijo, je bilo malo bolj jasen. Potem pa toliko nazaj potegne služba, pa vse to, da ni fajn. Ja, si takrat vem, kaj si govoril, da moraš spremeniti nekaj, da ste takrat imel čist drug pogled. A dej že nazaj na tisti. Hitro še enkrat v Španijo, Matic. Ne. Kam drgam. Evo, še zadnja, ki že kar nekaj cajta govoriva. What do you do to stay in shape? Aha, Matic, da te vidimo. V bistvu laufam. Kaj delaš, da ostaneš v formi, ja? Kar se fizično tiče. Šel si v Španijo, to je bilo kar zalogaj? To ni bilo zato, da bi formo ohranil. Drugač pa, ne vem, laufam. Jaz sem plezati začel. Ja, to si rekel, Drugač pa v hribe dost hodim. Kar se pa in shape, da mentalno pa kaj preberem, ne. No, tudi to je res. To je res. Jaz pa, ne vem, nič zdaj zadnje cajt. Včasih sem saj na odbojko ob sredah hodil. Odbojko igramo, to je bilo saj neki, ki sem zdaj pač, kakor mi časovno znese. Včeraj sem bil ta prvi od tega poletja, tako da pač nisem. Pa svojega in prke drugimo smo igrali. Ja, aha. To drugače pa ne vem, grem s Klemna na sprehod. Dobro, bolj, kad bi doma sedel, pa da bi sam, ne vem, gunzenca. To je res, grem pa kar doske. No, mislim, da lahko šel tudi večkrat, ampak kolikor mi čas omogoča, toliko pa grem. To je to. Mislim, da je bilo kar v redu vprašanja, tako da hvala random generator vprašanj. Fajna zadeva. Tako, je zanimiv za tudi tako, če je slučajno kdaj, ne veš kaj, ki si s punco na nov skupaj in ne veš kaj bi vprašal, imam aplikacijo Random Question Generator in to je, mi delava reklamo, vidiš. Pa nismo plačana. Sej za to. Ne, drugače je kul takole za pogovarjati, je pa res zanimivo. Mrskešno stvar zveš, ki mogoče ne bi, tako da to je to. Želim vam lep petek, pa se vidimo drug teden. Ja, res, adijo.